Prosil bi, da komentirate današnje dogajanje na skupščini, kako se vam zdi, da je v bistvu ta predlog, ki je ga uprava pripravila o izključitvi, padel. Je tudi to za vas sprejemljiv predlog, da se je to tako odvilo? Ja, torej, mi smo zadovoljni z razpletom skupščine, zato ker se je banka, torej, bila sprejeta odločitev, ki omogoča nadaljnjo rast, to je o odobrenem kapitalu. S tem, da tukaj izključitev prednostne pravice ni bistvena, ni ključna. Torej, zelo natančno smo pojasnili, da gre za ustaljen inštitut, ki se je v preteklosti uporabljal v Abanki in ki se uporablja še danes pri vseh slovenskih bankah, ampak smo tukaj torej sprejeli ta predlog Zavarovalnice Triglav in se potem odločili po predlogu Zavarovalnice Triglav. Sej tudi predlog gospoda Harolda Karnerja, člana Vseslovenskega združenja, v bistvu bil podoben, ne? Ja, bil je podoben, ampak naj povem, da je dokapitalizacija Abanke, ki je potekala pred meseci, potekala prav tako z enakim besedilom v statutu glede odobrenega kapitala. Torej, tudi pri tej dokapitalizaciji je statut omogočal izključitev prednostne pravice, pa se uprava za nadzornim svetom za to ni odločila. Tako da ne vidimo tukaj dobenih problemov in smo zadovoljni še enkrat z izidom današnje skupščine.